Lepo pozdravljeni. V mesečni oddaji Od tu in tam bomo tokrat obiskali brežiško zavetišče za male živali, pa gasilsko tekmovanje, društvo Sonček in tudi nekaj športnih dogodkov. Začenjamo pa z elektromobilnostjo. Elektromobilnost in električna kolesa so tokrat v Genov svet energije privabili številne obiskovalce na že tradicionalne sobotne delavnice. Obiskovalci sobotnih delavnic so si lahko ogledali zanimive prikaze, ki so jih pripravili študenti Mariborske fakultete za elektrotehniko in računalništvo. Zakaj se motor sploh vrti? Motor v bistvu vse, kar naredi, je to, da električno energijo pretvori v magnetno energijo. Magnetne silnice pa povzročajo silo na magnete, kovino in tako dalje. Tukaj vidimo, kako magnetno polje vpliva na opilke železne. Tu v bistvu je en motor, ki je razgrnjen. To je v bistvu vse. In se lahko lepo vidi, kako se dogaja z magnetnim poljem. V tem trenutku se polje spreminja čisto počasi. Lahko pa ga spremenim, da se bo precej hitreje. Takole. To se polje spremenja precej hitreje. Zdaj še vrnem smer. Ter če zmanjšam hitrost, se zelo lepo vidi, kako se silnice spreminjajo. Takole. Tukaj pa vidimo, kaj se dogaja z opilki v samem motorju. Vidimo, da motor te opilke potegne za sabo, v bistvu potegne pa jih magnetna sila. In prav zanimivo je, ko je ta hitrost zelo majhna, da lahko lepo mirno pogledamo, kaj se dogaja. In v bistvu motorju se dogaja samo to, da se polje spreminja in s tem se spreminja tudi magnetno polje, ki za sabo vleče ali masivni rotor ali pa magnete ali karkoli. Predstavili so tudi predelavo običajnega kolesa v električnega, kar lahko naredimo tudi doma. V bistvu rabimo čisto navadno kolo, ki ga imamo, potem pa približno 400–500 evrov za kit komplet, to je najenostavnejša pot, potem pa dobre pol ure, mogoče malo več, tako se stavimo in to. Z izborom vsebine delavnic želijo obiskovalcem približati delovanje različnih električnih naprav in tudi vse ostale pojave vezane na elektriko, pojasnjuje strokovna sodelavka v svetu energije Melita Lenošek-Kavčič. Tako so del tega postala tudi električna kolesa. Seveda je to nekako zraslo na našem zelniku, ko smo videli, da pač se Mariborska fakulteta za elektrotehniko in računalništvo ukvarja z predelavo električnih koles, smo jih z veseljem povabili k nam. In tudi njihov projekt je bil precej odmeven in seveda smo želeli, da bi to predstavili tudi v našem svetu energije in pa seveda, da bi to predstavili širši publiki v Posavju in pa seveda tudi celotni Sloveniji. Tokratnih delavnic so se udeležili tudi obiskovalci iz krškega društva Sonček, ki so bili navdušeni nad predstavitvami. Danes smo se odločili, da pridemo pogledati v svet Gen energije, zato ker so otroci izrazili željo, da bi radi videli, kako to deluje. Nekateri so že bili in so bili zelo navdušeni. In mislim, da se bomo še večkrat vrnili, ker je zelo zanimivo. Ob bližajočih počitnicah dogajanje v svetu energije ne bo zamrlo, saj bodo v tem času potekali posebni poletni programi. Zdaj prva bo julijska sobotna delavnica, ker bomo imeli en tak kemijski šov, zelo zanimiv. Potem pa še konec avgusta, torej avgustovsko soboto imamo zaprta vrata. Konec avgusta pa pripravljamo še posebne poletne delavnice za otroke. In pa seveda potem nadaljujemo z septembrsko soboto. Svet energije je sicer obeležil že svoj drugi rojstni dan, v tem času pa jih je obiskalo že okoli 14.000 obiskovalcev. V začetku leta je v Brežicah zaživelo zavetišče za živali, ki je del tamkajšnje veterinarske bolnišnice. Naša ekipa je po nekaj mesecih delovanja obiskala zavetišče in živali, ki tam čakajo na lastnike. V brežiškem zavetišču so do našega obiska gostili že več kot 200 psov in mačk. Bilo je predvidevano, da je ta neka kršna, 10 mačk na mesec, pa 2 do 3 psa.
na mesec. Kot so poudarili v Društvu za zaščito živali Posavja, pogosto najdejo mačje ali pasje mladičke, ki jih lastniki odvzamejo materi in zavržejo, namesto da bi svoje živali kastrirali ali sterilizirali in tako ne bi prihajalo do nenadzorovanega razmnoževanja. Največji problem je v bistvu kljub ozaveščanju ljudi, da naj sterilizirajo psice oziroma naj jih merkajo, da se naj ne bi gonile oziroma parle, se pravi odstavitev mladičev, postavijo jih v škatlo nekam ob cesto, zapustijo, zavržejo. Pol društvo prevzame oziroma zavetišče, društvo pa pol pomaga, da se to spravi na noge, sploh s temi 4 mladički, zdaj ko so bili. Je bilo to treba na 2 do 3 ure hraniti na začetku z nadudo na mleko, zdaj hvala Bogu malo bolj sami jejo. Je pa še vedno tudi drugi mladiči, tam po 2 meseca stari, mesec pa pol, ko že malo bolj sami jejo, da v bistvu zavržejo jih, pustijo na cesti, jih se ne sekira v bistvu, ne. Zadnji čas pa imamo še drugi problem, da lastniški psi so tukaj pri nas in lastniki jih nočejo nazaj. Imali smo 3 primera z Hrvaške, imamo odlično suradnju tudi z našim obnočnim uradom, veterinarskom inšpekcijom iz Novega mesta, gospod Miloš Timos nam veliko pomaga, tako da nekako te hitro odložbe in svi ti psi dobijo nove lastnike. Ampak mi smo preobremenjeni, nekakšna naša ekonomija ni predvidevala toliko število živali, zdaj je to problem. V dogovoru z občino Krško je Aleksander Risovič obiskal tudi naselje Kerinov Grm, kjer je popisal število psov. Te naj bi sterilizirali oziroma kastrirali, da se ne bi njihovo število nekontrolirano povečevalo. Zavetišče pred nami, katero je imalo koncesijo zadnje leto, so ulovili v tistem naselju, mislim, da 8 psov, pa ne vem, par mladičev. Zdaj sem šel od hiše do hiše, imel sem odlično podporo tudi iz občine Krško in smo naredili eno anketo. Točno število je 67 psov, 19 mladičev, tudi od tistih psic, kateri so v tem številu, 30% jih je visoko breg. Tako da pričakujem v naslednji fazi, da jih bo več kot 100. Mi smo pripravljeni za takšno akcijo, naredili smo načrt, zdaj na občini, kdo bo to naredil do konca. Tudi prebivalci vasi Kerinov Grm so pristali, da dali su svoje evidenčne številke, odnosno EMŠO su dali, tudi bodo ju takoj nazaj sprejeli. Občina bo skrila stroške kastracije pa sterilizacije, tudi registracije in vakcinacije. V zavetišče sprejemajo tudi bolne živali, ki jim poleg nastanitve nudijo tudi zdravstveno oskrbo. Rad bi poudariti, da smo imali 8 do zdaj poginov, to je bilo največji bil pritisk v februarju, marcu, mačja kuga, ena bolezen. Tudi imali smo več kot 800 dni zdravljenja. To smo skrili veterinarska bolnica Brežice, direktor naš dovolio in mi smo sve te stroške sprejeli na sebe. Tako da je ta razlika v ceni, kateri dobijemo od občine in druge, pa ovo kar smo mi delali, v principu smo delali na nekoj nuli, pozitivni. Zavetišče za male živali pri svojem delu pogosto sodeluje tudi z Društvom za zaščito živali Posavja, ki se na različne načine povezuje z zavetiščem, od reševanja živali do skrbi zanje. Katja Kostevc je tako k sebi v oskrbo vzela 4 pasje mladičke. Ja, s temi 4 mladički smo imeli, da jih imam jaz sedaj doma, se pravi jih pomoč pri hranjenju, odvajanje, ko je bilo na začetku, si mogel in ti še namest mame reflekse tiste za odvajanje, dati masiranje trebuščka. Te, ko so malo večji mladiči, se pravi, ko so v zavetišču ostanejo, se jih hrani, jih zavetiški pol hranijo, društvo pol v bistvu pomaga iskati začasne oziroma stalne domove, da čim prej najde, da gre čim prej iz kletk ven v dom, kjer bojo ljubljeni bili in sprejeti, kot družinski člani. Krško društvo za zaštitu živali nam veliko pomaga s hrano, tudi imamo 46 prostovoljki, pa 2 prostovoljca, svak dan je tukaj nekdo od njih, funkcionira fantastično, ja sam presenečen.
Ob našem obisku brežiškega zavetišča smo obiskali tudi kletke, kjer so nastanjene živali, ter spoznali kar nekaj psov in mačk, ki iščejo dom in odgovorne lastnike, ki bodo dobro poskrbeli zanje in jih sprejeli v svoje življenje. Pestro dogajanje ob tednu vseživljenjskega učenja je v maju zajelo tudi Krško, kjer so se odvile številne prireditve, predavanja in drugi dogodki. Dogajanje je spremljala tudi naša ekipa, ki je obiskala razstavo članov študijskega krožka sodobne slikarske tehnike. Teden vseživljenjskega učenja ima v Krškem že bogato tradicijo, saj poteka že vrsto let, obsežen program pa so pripravili tudi v letošnjem letu. Teden vseživljenjskega učenja poteka pravzaprav v Krškem že 18. leto zapored, tako da smo letos polnoletni. Po tem koordinatorstvu prireditev Tedna vseživljenjskega učenja pridružujemo se vse slovenski akciji, promocije vseživljenjskega učenja, tako da v tednu letos od 13. do 19. maja, tudi izven tega termina, potekajo prireditve namenjene promociji vseživljenjskega učenja, tako pri nas kot po celi Sloveniji v tem času. Koordinacija poteka pod okriljem Andragoškega centra Slovenije, sicer pa prireditve financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in pa pri nas občina Krško. Na Ljudski univerzi smo pa regijski koordinator. Letos smo k sodelovanju povabili 12 partnerskih organizacij, ki sodelujejo s svojimi prireditvami, tako da koordiniramo 40 prireditev v tem tednu in pa seveda Ljudska univerza Krško sodeluje s svojimi prireditvami, letos 6. Ena od prireditev, ki so jih v okviru vseživljenjskega učenja pripravili pri Ljudski univerzi Krško, je bila tudi odprtje razstave likovnih del. Razstava pa je rezultat dela študijskega krožka sodobne slikarske tehnike, ki je v tem šolskem letu potekal na Ljudski univerzi Krško. Članice so se skozi šolsko leto urile pod vodstvom akademske slikarke Mojce Lampe-Kajtna in so pač preizkusile svoje znanje in pridobivale znanja v teh slikarskih tehnikah. In rezultati dela v študijskem krožku in v tem šolskem letu so danes na razstavi. Je pa to že druga samostojna razstava članic študijskega krožka. V lanskem tednu vseživljenjskega učenja so razstavljale prvič, v letošnjem drugič. Sicer pa že pri nas delujejo ta skupina 5. leto, kar je že spet ena tradicija, tako da smo zelo tradicionalni v letošnjem tednu vseživljenjskega učenja. Med razstavljavci je bil tudi Roman Blatnik, ki je svoja dela na ogled postavil prvič. Ja, že dlje časa me je, ko bi rekel, srbeli so mi prsti, ker drugače tako rišemo bolj za sebe in potem sem zvedel, da je pač ta univerza za tretje obdobje in sem se prijavil, nisem vedel kaj, kdo bo in pol sem, ko sem stopil v sobo, mi je kar 12 žensk me naenkrat gleda, to, da sem bil sam edini blažen med ženami, sem rekel, no in pa fino smo se ujeli, fajn smo delali, to danes smo skupaj razstavo postavljali, znači za mene je slikanje eno izražanje misli, občutkov, ki jih potem z potezami roke in čopiča pa prenesiš na platno ali na papir in tako naprej. Študijski krožek sodobne slikarske tehnike na Krški Ljudski univerzi poteka sicer že 4. leto. V začetku smo se bolj ukvarjali z študijami, risarskimi, slikarskimi, z različnimi tehnikami. Sedaj, recimo v tem 4. letu, smo se pa odločili za malo bolj sproščene pristope, tudi za spoznavanje modernistične umetnosti, predvsem slikarstva modernističnega, tako da smo v bistvu tudi razmišljali o kubističnih principih, pa vse do abstrakcije. Kar se tehnik tiče, smo pa v bistvu se lotili kolaža, asemblaža, potem slikanja s strukturnimi barvami. Tako kar dosta različnih pristopov in načinov in tudi motivov smo obdelali. Poseben izziv je mogoče bil portret v tehniki kolaža. S tem smo v bistvu začeli, potem smo vse to, kar sem naštela, obdelali. Na koncu pa, ker vsak dober mojster, vsak dober virtuoz, naprimer, potrebuje tudi vajo, smo se znova vrnili na študije, na študijo portreta in pa nekaj pokrajin smo naslikali. V letošnjem letu je bil teden vseživljenjskega učenja sicer obarvan z evropsko tematiko, saj poteka Evropsko leto državljanov.
V društvu Sonček Posavje so slovesno odprli pomembno pridobitev, nove prostore za terapije, kot so Terasud tehnika, neurofizioterapija in delovna terapija. Novi prostori in oprema so pomembna pridobitev, za katero so si v društvu Sonček prizadevali že nekaj časa. V društvu Sonček se prizadevamo, da otrokom s posebnimi potrebami omogočamo čim več. Zato smo se odločili v letošnjem letu, da saniramo ta objekt, ga prenovimo, opremimo in danes je končno nastopil ta dan, da imamo otvoritev prostorov za Terasud terapijo in ostale terapije po poškodbi. Prostori in oprema za terapijo pa niso namenjeni le bolnikom s cerebralno paralizo, ampak tudi širšemu krogu uporabnikov. K nam bodo lahko prišli na terapije tudi ljudje, ki bodo imeli poškodbe recimo v prometni nesreči, po kapeh, bilo kakšne poškodbe. V bistvu, ker bodo tukaj se izvajala tudi delovna terapija, neurofizioterapija in ostale terapije po poškodbih. Tako se nadejajo tudi povezovanja z zdravstvenimi domovi in bolnišnicami. Mi smo že v začetku projekta, ko smo se ga lotili, smo podpisali pismo o nameri. Pismo o nameri smo podpisali tako z zdravstvenimi domovi v Krškem, Brežicah, Novem mestu, Šentjerneju, kaj je še, in z bolnicami, Brežice in Novo mesto, in to s tem namenom, ne da bi nas finančno podpirali, ker pač to ne gre, ampak z namenom, da vedo, kam ljudi napotiti v primeru, da pač potrebujejo, in tudi razvojne ambulante, da vedo, kam prideti na rehabilitacijo oziroma na terapije. Terapije v novih prostorih bo izvajal terapevt Benjamin Trontelj, ki je opremo že preizkusil. Kar se tiče tega kota, tega celega prostora, je to Terasud metoda. Vidimo kletko, kjer se delajo univerzalne vaje za moč, za zvečanje obsega giba, za izboljšanje, drže, tudi vzorca hoje, sedenja in tako naprej. Izvaja se s pomočjo teh trakov, elastičnih, fiksnih in pa uteži tam zadaj. Dela se na posteli, lahko se pa potem kombinirajo vse te vaje, in aktivnosti z oblekico, ki imenovano Terasud, kjer, ljudje izvajajo te aktivnosti težje, kar je namen, se pravi, kjer je sila, kjer je upor, kjer je premagovanje večje teže, pomeni tudi večja moč. Večja moč, boljši obseg giba, pomeni tudi lažje funkcioniranje v ožjem ali pa širšem okolju. Terapija naj bi bila zelo uspešna, temelji pa na intenzivnem treningu. Načeloma se metoda uporablja kot intenzivna terapija 3-tedenska po 3 ure, od ponedeljka do petka, se pravi 15 dni. In tukaj so rezultati največkrat kar več kot očitni, ker dejansko težko si privoščimo tudi sami 3 ure na dan, po domače trenirati, športati, karkoli. Lahko se pa seveda terapija izvaja tudi nekajkrat tedensko, posamezne ure za vzdrževanje določenega recimo položaja ali pa stanja. Tej in tudi drugim terapijam je namenjen obnovljen in saniran prostor s potrebno opremo za izvajanje terapije. V bistvu smo ga prenovili, stene, tla, kopalnico in vse potrebno, kar je bilo potrebno, s tem, da je oprema zelo draga. Sama oprema, to, kar vidite tlele v ozadju, je 20 000 evrov. In to je kar velik zalogaj za naše društvo. Tako da sama investicija v kompletu je pa znašala nekje 50 000 evrov. Zaradi višine investicije so v društvu Sonček zaprosili tudi za pomoč donatorjev in lokalne skupnosti. Podjetja, ljudje, skupnost so se odzvali na naš poziv. Kljub temu je še nekaj stvari odprtih in pozivam, pričakujem, in hkrati se zahvaljujem vsem, res vsem, ki so pomagali v kakršenkoli način, ali to finančno ali fizično, ker so pomagali, in pozivam in mogoče pričakujemo, da bo tudi še sedaj prišlo kaj denarja, ker čisto še nismo poravnali vse. Gasilska zveza Krško je že tradicionalno pripravila občinsko gasilsko tekmovanje, na katerem se je pomerilo 81 gasilskih ekip iz občin Krško in Kostanjevica na Krki. Gasilci so se pomerili v različnih vajah, v katerih so pokazali svojo spretnost, hitrost in izkušenost. Starejši gasilci izvajajo vajo s hidrantom, s 7 tekmovalci ter vajo raznoterosti.
pionirji vajo z vedroko ter razvrščanje to, mladinci isto, s tem, da se jim priključi še teoretično testiranje. Člani A imajo pa vajo, hitro vajo z motorno brizgalno ter teorijo in tudi razvrščanje. Tekmovanja se je udeležil tudi zdaj že nekdanji predsednik Krške gasilske zveze Avgust Mlakar, ki se je pridružil veteranski ekipi. Mislim, da tudi starejši veterani zahtevajo svoje delo in je prav, da se udeležuje tekmovanj in teh zadev, ki jih organizira Gasilska zveza Krško. Proga je bila odlična, mi smo zaštartali, morbiti ste videli, da je po gumi zasmrdelo in da se je zakadilo, ampak šli pa smo tako, kot je treba. Kar so napake, zato so sodniki, da ocenijo in mislim, da je važno, da sodelujemo, da se družimo in da se dobro imamo. Prve 3 ekipe vsake skupine so se uvrstile na regijsko tekmovanje v Sevnici, prihodnje leto pa se bodo najboljše ekipe regijskega tekmovanja pomerile še na državnem. Naše ekipe so, moram reči, da zelo dobre, se udeležujejo državnih tekmovanj, tako člani, mladina, tukaj bi posebej poudaril na mladino iz Velikega Podloga, ki ima veliko število ekip in zato tudi velikokrat gre na državno tekmovanje. V Krški gasilski zvezi tekmovanja sicer štejejo kot izobraževanje, saj s tem obnavljajo znanje, ki ga potrebujejo za svoje dejavnosti. Namen teh vaj je, da se usposabljajo, da trenirajo za možne kasnejše intervencije. Vse to, kar počnemo in se pripravljamo za različna tekmovanja, je potem tudi seveda v praksi nujno potrebno, tako da mi to štejemo pod izobraževalni del. Razen občinskega tekmovanja spodbujamo tudi društveno tekmovanje, se pravi, da društva razpisujejo tekmovanja, potem seveda se udeležujemo regijskih tekmovanj in pa seveda tudi naše ekipe so tako dobre, da se z regijskim uvršča na državno in potem na državnih kar v prvi tretjini rezultate dosegamo. Tudi ženski del gasilskih društev se aktivno vključujejo v vse dejavnosti, tako se udeležujejo tudi tekmovanj. Ja, jaz sem zelo vesela in ponosna na ženske članice, ki smo v vseh kategorijah, tako starejših kot pionirkah, mladinkah in pa seveda potem članicah A in B, to so različne kategorije. Vse posod smo številčne in seveda na to sem tudi ponosna kot vodja članic v Gasilski zvezi Krško. V gasilsko dejavnost je že vse življenje vpeta tudi predsednica Gasilske zveze Krško, Ana Nuša Somrak, sicer podžupanja občine Krško. Ja, jaz sem začela odraščati in prvi koraki, ki so bili tudi v gasilstvu, zelo blizu gasilskega doma in preko 40 let sem že aktivna članica, tako da tekmujem za svoje društvo PGD Leskovec. Skozi to sem se razvijala, prišla tudi v upravne organe Gasilske zveze in v letošnjem letu tudi prevzela Gasilsko zvezo Krško. Tudi na občini se zavedajo pomena gasilcev in njihovega prispevka k varnosti občanov in njihovega premoženja. Vsak župan je na gasilce ponosen, kajti to so javne službe, ki izvajajo to javno službo, obvezno javno službo in seveda v Krški občini so lahko župani ali zdajšnji župan, tako tudi prejšnji, na naše postrojenje, na naše ekipe, na naše znanje in predvsem pa na naš odziv ob različnih nesrečah, ki Krškem ne prizanaša, ponosni in tega se vsak župan in jaz sama tudi kot podžupanja zavedam in res je tako, gasilci smo pomembna veriga v našem vsakdanjem življenju in načrtovanju v primeru nekih nesreč. Gasilstvo je v okolju še vedno ena bolj množičnih dejavnosti, saj se mnogi odločajo za vstop med prostovoljne gasilce. Ja, pri nas imamo starosti od najmlajših, ker že tudi v vrtce prihajamo z različnimi programi, potem v osnovnih šolah, tako da imamo potem pionirske in mladinske ekipe, kajti iz teh mladinskih in pionirskih ekip nam potem uspe za kasnejšo neko obdobje zelo aktivnega ohranjati različno. Od 2 do 3 smo zelo veseli, če nam kot člani potem ostanejo in so polno aktivni. Imamo 23 prostovoljnih gasilskih društv v gasilski občini Krško in pa 2 prostovoljna društva iz občine Kostanjevica na Krki, kjer se povezujemo v Gasilski zvezi, delujemo enotno naprej. Številčnost je različna, lahko pa rečem, da je sigurno preko 1000 članov, ki se lahko vedno na njih zanašamo, s tem, da nekateri več, nekateri manj. Vsa društva imajo večinoma pokrite vse populacije, to se pravi od najmlajših pa do veteranskih ekip, ki pri nas tu dajemo veliki poudarek, to se pravi tudi tistih, ki potem več ne tekmujejo kot starejši gasilci, ampak so v naših vrstah predvsem z velikim znanjem, ki ga nam potem vsaj teoretično predajo.
trajajo. Gasilci pa že dolgo časa niso več le tisti, ki gasijo ogenj, saj so nepogrešljivi del zaščite in reševanja. Ja, ko gre za pomoč občanom, je potrebno pomagati jim in to je tudi naše poslanstvo in naš namen. Lov na lisico se popularno imenuje amatersko radiogoniometriranje, radioamaterska športna tehnična disciplina, ki je navdušila radioamaterje tudi v Posavju. Radiogoniometrija je orientacijsko tekmovanje, kjer mora tekmovalec v najkrajšem času najti kontrolne točke in priti na cilj. Kontrolne točke pri radioamaterski goniometriji niso vrisane v karti, ampak se jih išče s pomočjo posebnega sprejemnika. Na kontrolnih točkah so pa postavljeni oddajniki in vsaka kontrolna točka oddaja z svojim znakom, po katerem tudi lahko tekmovalci ločajo posamezne oddajnike med sabo. Tekmovalci tako ob iskanju kontrolnih točk prehodijo določeno stezo, dolžina je odvisna od kategorije tekmovalcev. Je od 3 do 5 kilometrov. Danes je zračna linija od štarta preko vseh kontrolnih točk do cilja 3300 metrov. Zračna linija, po terenu je pa to, mislim, da tudi tam okoli 5 kilometrov je idealna razdalja od štarta do cilja preko vseh kontrolnih točk. Tekmovalci morajo biti pri sledenju tako imenovanim lisicam pozorni na oddajnike in njihovo delovanje. Te oddajniki delujejo 1 minuto, deluje številka 1, naslednjo minuto številka 2 in še naslednjo minuto številka 3. Tako da je zaporedje. Na cilju je pa oddajnik, tudi oddajnik, ki je pa na drugi frekvenci, ta pa deluje neprestano. In potem tekmovalci, ko najdejo vse te kontrolne točke, lisice, preklopijo frekvenco na oddajnik, ki je na cilju in potem imajo pa direktno vodenje v cilj. Člani Krškega radioamaterskega kluba aktivno sodelujejo pri različnih tekmovanjih, udeležujejo se jih tudi v tujini. Najprej moram pohvaliti našega mentorja Janeza Kusla, ki že več let aktivno dela z mladimi in začne se v osnovnošolskih klopeh in potem nadaljuje tudi preko mladinskih do članskih kategorij. Naši tekmovalci so imeli kar nekaj uspehov, med drugim tudi evropsko prvakinjo, drugi na svetovnem prvenstvu. Prejšnji teden so se povrnili iz balkanskega prvenstva, kjer so bili kar zelo dobri, ne kar dobri, zelo dobri in so prinesli 8 medalj. Krški klub sicer šteje od 40 do 50 članov, med njimi 10 do 15 tekmovalcev. Eni so bolj aktivni, eni so manj aktivni, ampak v določenih časovnih periodih pride do nihanja. V nekem času je aktivnost večja, v drugem malo manjša in tako naprej. Seveda se te stvari podrejajo šolskim, študijskim in pa tudi delovnim obveznostim. Radioamaterji morajo biti za lov na lisico tudi ustrezno opremljeni. Tekaško opremo in pa sprejemnik ter oddajnik, ampak za tehniko je poskrbljeno v okviru radioklubov. Klavžar dodaja, da kljub pojavu mobilnih telefonov in ostale tehnologije, lov na lisice ostaja popularna dejavnost, tako med mladimi kot tudi starejšimi radijskimi navdušenci. Brestaniški olimpijski bazen je v začetku meseca junija gostil 42. mednarodni plavalni miting Krško 2013, ki so ga že tradicionalno pripravili v plavalnem klubu Celulozar. Kljub nestanovitnemu vremenu in posledično slabši udeležbi se je mednarodnega plavalnega mitinga udeležilo 13 domačih klubov ter plavalni klub iz Banje Luke. To je nekaj čez 230 tekmovalcev. Moram reči, da smo ta teden vložili veliko naporov, da se sploh današnje tekmovanje lahko odvija. Imeli smo kar precej težav, kako ogreti vodo na predpisano temperaturo, no nekako nam je uspelo. Tu bi se zahvalil pristojnim za to, ki so res
precej vložili napora, da smo zadevo spravili v red. Tako kot v preteklem letu so tudi letošnje tekmovanje zaznamovali oblačno nebo in dežne kaplje. Sigurno je veliko lažje narediti takšno tekmovanje v lepem vremenu, vse je lažje, ampak to tekmovanje je tradicionalno. Mi smo v urniku Plavalne zveze Slovenije vsak prvi vikend v juniju in mi to tekmovanje želimo, moramo in hočemo obdržati, tako da v bistvu za nas odpoved tudi v teh razmerah ni prišla nikakor poštev. Zahvalil bi se vsem, tudi staršem, ki so nam pomagali pri postavitvi šotorov, pri organizaciji, pri vsem. To je veliko dela in lejte, če je cilj, je vse lažje. Sigurno bo prišlo leto, ko bo spet pogoji boljšo, ko bo temperatura višja, sonce bo in takrat bo razpoloženje še veliko boljše, tudi sigurno bo število udeležencev bo vsaj 50% večje. Mlakar dodaja, da so v Krškem plavalnem klubu zelo odvisni od vremenskih razmer, zaradi katerih so letos treninge izvajali v bazenu Čateških toplic. Sedaj se začnejo naša najpomembnejša tekmovanja in trening je treba 100% izvesti. Ne moremo si dovoliti, da zaradi takšnih in drugačnih objektivnih vzrokov, da izpadajo treningi, tako da smo pač primorani se voziti, spreminjati lokacije. No, nekako nam uspeva, bodoče pa seveda upamo, srečno si želimo, da se tudi na tej točki nekaj premakne in da začnejo zadeve teči v tisti smeri, ki so jo tudi vsi ostali zastavili. V Krškem plavalnem klubu so bili letos kljub vsemu precej uspešni, poudarja Mlakar. Tu moramo se precej zahvaliti temu, da smo uspeli tudi povečati število treningov. Nekateri plavalci so začeli trenirati tudi že v jutranjem času pred šolo in to se seveda pri tekmovalnem plavanju zelo pozna. Seveda, če bi imeli pa še boljše optimalne pogoje, bi pa lahko to preko zimske sezone še precej izboljšali. Kakorkoli že, lahko se zahvalim tistim, ki nas podpirajo v naših prizadevanjih. Mi po naši poti stopamo, imamo svoje cilje, želje. Jaz upam, da bomo tudi s pomočjo naših lokalnih skupnosti to uspeli v prihodnosti upravičiti in dokazati, da je ta objekt še kako potreben Krškemu in okolici. Krški plavalni klub sicer šteje več kot 100 tekmovalcev, ki so razporejeni v različne selekcije, odvisno od starostne skupine. Praktično se udeležujemo vseh slovenskih tekmovanj, tako pokalov kot tudi državnih prvenstev. V letošnjem sezoni smo se udeležili tudi par mednarodnih tekmovanj. Prav prejšnji vikend so se naši plavalci vrnili iz mednarodnega pokala Banja Luka, kjer so dosegli zelo dobre izide in spet veliko število kategorizacij, kar nam v tem trenutku zelo veliko pomeni. Treningi in tekmovanja pa prinašajo tudi stroške, pri čemer so ključnega pomena sponzorji in njihova pomoč. Uspešnejši, ko smo pri pridobivanju sponzorstv in recimo pri organizaciji takšnih podobnih tekem, lažje skozi sezono se pravi spravimo skozi naš tekmovalni spored, ker ko enkrat začneš pri teh zadevah popuščati, ni več, se zadeva hitro začne se z osipom, tekmovalci, trenerji izgubljajo motivacijo in to je najmanj, kar bi si v tem trenutku želeli. 30-krat so se motoristi na krškem stadionu Matija Gubca že pomerili na tekmovanju za zlati znak občine Krško. Pred začetkom dirke so se poslovili od letos tragično preminulega Matije Duha, ki se je ponesrečil na dirki v Argentini. Po slovesu so predstavili tekmovalce, ki so tokrat pripravili precej izenačen obračun. Ja, dirka, kot smo videli iz vožnje, je bila zelo napeta, zelo zanimiva. Nažalost pa je trajala kar precej dolgo, tako da mislim, da so ljudje že na koncu bili malo naveličani, čeprav vožnje same so bile pa enostavno fenomenalne in meni je iskreno žal za Denisa Štojsa, ki je danes resnično pokazal vrhunski speedway, pa vendar ni mu uspelo v zadnjem ovinku. Na koncu je tako zlati znak kot tudi pokal Franca Babiča odnesel Avstralec Dakota North.
Kljub temu pa je domačin Denis Štojs s svojo vožnjo na dirki poskrbel za val navdušenja med navijači. Izkušnje se poznajo, leta voženj in tekmovanj se poznajo in mislim, da je dejansko sedaj Denis Štojs zrel speedway voznik, ki ve, kaj mora na stezi početi, ki ve, kako mora voziti, kakšne nastavitve so potrebne in seveda potem se tudi pokažejo rezultati. Vozniki, ki so se pomerili na dirki, so sicer opravili dobro delo, dodaja Freelandova. Moram priznati, da je bila danes resnično fantastična tekma. Vožnje so bile zelo napete, ogromno borbenosti je bilo opaziti pri teh mladih voznikih. In seveda tudi Avstralec, ki je danes zmagal, North Dakota, kar mi je izredno smešno ime pravzaprav, če pomislimo, da je to zvezna država v Ameriki, je na pravi poti, da postane vrhunski speedwayist. Spoštovani gledalci, drage gledalke, spremljali ste mesečno oddajo Od tu in tam. V našo družbo vas ponovno vabimo prihodnji mesec, do takrat pa hvala za pozornost in nasvidenje.